Velikrat, ko me ljudje vprašajo, kaj jaz treniram, je moj odgovor sicer vedno kalistenika, ne velikrat, ampak tista stvar, ki je velikrat, se mi velikrat zgodi, da ne veste, kaj kalistenika dejansko je. In zato bi rad to danes večkrat razložil, kaj je kalistenika in kaj jaz v resnici treniram. Ne? Dobrodošli v torkov pogovor, današnja je že ne vem točno, katera epizoda, ampak lepo, da ste spet prišli nazaj. Najprej še lahko povem, da ima vsak tork te epizode in da, če si želite, se lahko naročite, boste kaj v športu novega zvedeli. In zdaj pa, kaj je kalistenika in kaj jaz treniram. Če bi začel tako, kalistenika najlažje razložim, kaj je, in najhitrejše, če rečem, da je kalistenika treniranje z lastno težo. Zdaj pa, treniranje z lastno težo se ponovadi obravnava kot recimo sklece z gibi in to spada tudi vse pod kalisteniko. Ampak treniranje z lastno težo je ponovadi del enega drugega športa, ki se ga uporablja za napredovanje v nekem drugem športu. Ne. Z lastno težo treniraš, ne vem, preden greš na trening z utežimi tudi v fitnessu, ne, pa greš lahko z lastno težo treniraš za razne borilne športe, zaradi tega, ker znaš kontrolirati potem svojo lastno težo. Ne. Tudi jaz sem celo treniral za nekatere stvari, tako malo bolj načrtno v kolesarstvu, isto pač bolj kot ne samo za noge in pa za trebušne, ampak še vedno kar pomaga. Mislim, ker je tako zelo simpel, moram reči, da najboljše to, ker ti ni treba nekam iti, v fitness, ok, se imaš lahko tudi doma v teži, pa tako se lahko znajdeš, ampak kalistenika je tako najbolj priročna glede tega, tako da... No, ampak... Ja, kar povej. Sorry, da sem pri tega prekinil. Jaz sem hotel sam omeniti, da ta del se običajno obravnava kot trening z lastno težo in ne kalistenika. Ampak to so v bistvu vaje, ki jih ima kalistenika. Ne? In tle, ko treniraš razne sklece, razne zgibe, počepe z lastno težo, temu ne rečeš kalistenika. Ne rečeš, jaz treniram kalisteniko, ampak jaz delam vaje za moč, za kolesarjenje. Ne? In kaj pa kalistenika v resnici je pa treniranje na zelo enak način, samo da je to cel trening, da je to vse, kar delaš. Ne samo specifične mišice ali pa del telesa. Tudi tako, ampak da je to v bistvu tisti razlog, zakaj treniraš. Ampak ti tukaj poskušaš potem, tisti del, kar naredi kalistenika to, kar je, da ciljaš pa proti nekim sposobnostim, kakor je skleca v stoji, a pa sam držanje stoje in potem razni masalapi, to ne vem, če veste, kaj je, bom mogoče to še tudi omenil. Razne sposobnosti, ki so zelo zanimive za videti in se jih naučiš in jih treniraš proti tem sposobnostim in to je kalistenika. Ne? Ja, slišiš se zelo dober, ampak daj mi povej malo o poškodbah. Ker mislim... A že kar o poškodbah? Ja, ne vem, dober, začeli smo lepo, zdaj treba pa tudi kaj povedati tako, kaj s poškodbami, ker vem, da so. Poškodbe v kalisteniki so... Vsak trening imaš neke mečkene poškodbe, ampak potem tiste pa hujše poškodbe so pa zelo redke. Ampak so pa, naprimer, da se ti iztrga biceps. To je ena izmed takih značilnih poškodb za kalisteniko, ker se biceps pretera in se ti imaš potem odtrgana mišica. In to je verjetno najhujša poškodba, ki se ti zgodi v kalisteniki. Razen potem, ko pa prideš do tega, da treniraš z teh sposobnostih, to so pa, kako se že reče, kaskaderske stvari, ker, ne vem, zdaj ravno pred kratkim mi je en prijatelj, ki tudi pomaga s tem kanalom, je rekel, da Simon Einhauser, kako se že reče, kako mu je že ime, je naredil iz pozicije za dip, je naredil 360 in se je ujel nazaj. Tle, naprimer, so pa potem tudi marsikere druge poškodbe. Ampak čisto samo zaradi izvajanja vaj, ki jih določajo kalisteniko, je pa ponovadi iztrgan biceps. No, to je neka najbolj redna poškodba, ki se sicer ne zgodi na nižjih nivojih, zaradi tega, ker tam vedno delaš z obema rokama, vedno z nižjimi težami, nižje obremenitve so, ker ti nisi sposoben prenesti tih višjih. To je pa ponovadi tako pogosto, ker delaš pull-upe z eno roko, pa zelo velike obremenitve mišic, ki so tiste pa že weighted calisthenics, je obtežena kalistenika,
ki je pa tudi en del, ki ga se v bistvu jaz še najbolj ukvarjam z njimi, je pa obtežena kalistenika, ki pa pull-upom, dipom dodaš. Kaj je prelahko, kaj kalistenika postane prelahka? Ne postane prelahka, samo preveč ponovitev je treba narediti in potem ti zmanjšuješ. Pa je to že kar kardio, ki že ni več na moča, ne? Tukaj pa treba moč. Ne, drač, tebe še kar dobro poznam, ampak povej recimo malo o svojih poškodbah. V kalisteniki? Ja. Tako, recimo, da se nekdo začne ukvarjati s kalisteniko, kaj bi ti nekomu povedal iz svojih lastnih izkušenj, kaj ne smeš narediti? Kaj ne smeš narediti, pa da se boš poškodoval zaradi tega? Ja, napačna tehnika zelo hitro pride do kakšnih poškodb, ki pa so zelo redko večje poškodbe. To je res, če serjete s tehniko, kolikor se da, so to poškodbe. Najbolj pogosta poškodba, ki ne vpliva na prav veliko stvari, je pa poškodba kože, ko imaš na rokah, se lahko mogoče pokažem, nimam prav mehkih rok, no bi jaz temu rekel, da se ti podrajsajo mažulje. To je neka najbolj redna stvar, ki je. Ampak res, v kalisteniki je to, dobro si vprašal, je zelo, zelo pomembno, da ti paziš na svojo tehniko, ker s nepravo tehniko pa zelo hitro pride do poškodb. Zaradi tega, ker ta tehnika bo mišice v neprave položaje spravljala pod neke obremenitve, ki jih niso sposobne prenesti in se ti ne boš mogel spraviti ven iz te pozicije. Ne vem, kaj bi dal za primer, če delaš skledce narobe, recimo, da imaš roke tako postavljene, da jih imaš na ven, pa da greš dol, pa da boš rame spravil prenisko, nisi raztegljiv, pa greš do tukaj gor, pa se ti bo meč. To bo zelo pogosto ne bojo toliko velike poškodbe, bo samo mečkan se ti mišica nategnila. Ampak še veden, recimo, če hočeš nekaj resno trenirati, bo to vplivalo pa na naslednji tvoj trening, oziroma ga ne boš mogel toliko dobro upraviti, kot si ga bi zaželel, oziroma toliko hiter. Sej, recimo, kolikrat pa ti treniraš, oziroma kaj je tvoj nekak plan, da recimo treniraš eno stvar, recimo samo noge, dan samo za noge, ali krat za celo telo, pa kako to izgleda skozi teden, recimo. V redu, pri meni pri kalisteniki, kakšen trening program si izberete, ni nujno ključnega vpliva na to, kar delaš. Ti moraš paziti samo, da nimaš prenizke intenzitete, pa previsoke intenzitete. To pomeni, da si moraš skozi čas najti nek sistem treningov, ki učinkuje pri tebi. Ponavadi tako, da dlje treniraš, manjkrat na teden boš imel treninge, zaradi tega, ker bo večja intenziteta na treningih in bo telo rabilo dalj časa, da se bo regeneriralo. Čisto na začetkih treninga sem imel jaz tako, enkrat sem imel zgornji del telesa, enkrat sem imel noge in to je bilo 3 krat na tednu boje. In je potem tako šlo skozi, mislim, da 3 mesece sem imel ta program, dokler nisem bil dosti močen, da sem začel nekaj časa sem še držal, tako da sem imel 3 krat na teden, ampak sem obremenitev toliko dvignil, da sem opazil, da bi bilo celo enkrat na teden lahko zadosti za napredek. Zdaj pa treniram 2 krat na teden, ker se mi zdi, da je to zame optimalen trening in se vedno lepo regeneriram. Če bi pa en dan prej mogel imeti ta trening, bi bilo pa, mislim, bi me še zmeraj bolijo mišice en dan prej. Ja, sem da, moraš si vzeti zadost količino počitka med temi, ker to so vseeno zelo velike intenzivnosti, govorimo, pač tudi jaz kdaj prijem pogledat, pa vidim, da se treba kar matrati in da rabiš res mišice rabijo veliko pauze po takih naporih, ampak zato se rabiš pa tudi dobro ogreti, pa povej, kaj rabiš pa za ogrevanje, kaj ti najraj delaš, pa koliko časa predvsem to traja, ker recimo pri kolesarjenju, da se ogreješ, rabiš še pol ure, recimo pri teku že, vsaj jaz govorim, iz mojih izkušenj malo manj, pri kolesarjenju pa kar veliko časa, da se ogreješ, pol ure že skoraj dosti, ampak kako je pri kalisteniki, si bi predstavljal, da rabiš tudi kar nekaj časa? Ja, pri kalisteniki jaz v mojih par letih treninga, kolikor ga je bilo ogrevanje vedno. Ne, tih obratno. Sem ga skoraj vedno spustil. Ker sva mi dva ni res, včasih, mislim, jaz nimam takih izkušenj, da bi vam spuščal. Ne, sej ni res, da sem ga vedno spuščal. Neka obdobja so bila, ker sem vedno spuščal trening. Zdaj ga ne spuščam več.
Ker sem opazil, da vsak trening lahko precej boljše delaš, da če imaš ogrevanje. Ne? Ja, če imaš treninga, manj treningov, je to še toliko. Noben trening se ne zgodi, da bi jaz šel v polno obremenitev direktno. Ne? To je res. To z ogrevanjem, to vam lahko povem, ja. Jaz sicer, veš, ogrevanje v moje glavi ni več tisto, kar je bilo nekoč. Ogrevanje je bilo včasih, da sem si res vzel, pa da sem si rekel, da je to ogrevanje. Zdaj je ogrevanje avtomatsko. Ne? Zdaj vedno, kadar pridem na začetku treninga, naredim nekaj malo kardija, pa tiste vaje, ki jih bom delal potem s predvsem manjšo intenziteto, to pomeni par navadnih sklec, par pull-upov narediš. Ja, to je pa precej. stopnjuješ intenziteto, najprej narediš eno serijo. Res malo pull-upi, mogoče sam visiš najprej, to je pol, če so 3 serije, sam visiš najprej, malo si plenka narediš, pol greš na 5 sklec, 2 pull-upa, pol zadnjo serijo pičano naredim pa 5 pull-upov, 10 sklec. Če grem že več, se mi ponovadi zdi, da se začne že počasi vplivati, ker sem zelo nevzdržljivostno na mišice. Ja, se koliko časa traja tako en tvoj trening? En moj trening traja... Odvisno od česa, od tega, kaj treniraš. Odvisno od tega, kaj spustim. Ne? Zdaj, Ja. 2-krat na teden imam jaz sicer enak trening, samo da obrnem vrstni red. Enkrat imam potisk spredi, enkrat imam vlečenje spredi. Tako da od tega je odvisno pol... Kaj spustiš? Če spustim, kaj spustim vedno in potisk in vlečenje. Zaradi tega, da poskušam čim bolj uravnovešeno treniram. Zato tudi menjam spredi zadnji. To ni nujno potrebno. Sam meni se pa zdi zaradi tega, ker če boš ti naredil serijo 3 serije pull-upov, pa boš dvigal, zgibal, se temu reče, mislim, da po slovensk, boš ti občutil to, da ne boš enak močen na vajah s potiskom, ker mišice čisto enostavno tudi sodelujejo zraven, čeprav so ene mišice za vlečenje, druge mišice za potisk, so vse neka stabilizacija, ki potem zelo omeji ta drugo vajo in potem ene 3 ponovitve manj po moje delam. Če imam eno prej, bom na to drugi približno 2-3 ponovitve naredil manj kot na ta drugi. Ne? In to ogrevanje, mislim, da pri meni zdaj ogrevanje traja tako nekje 20 minut sigurno. Ne? Kar je kar veliko, no. Mislim, pač ni malo. Ne? Sam ni pa toliko velik spet vaj, ker jaz poskrbim, da gre ne z neko intenziteto v trening, ni pa to zdaj, da bi naredil 20 vaj za ogrevanje, ker to bi bil že Ja, že. matras se zasnaš. Ja, sigurno. Kar je pa pri kalisteniki, ti treniraš v bistvu na neki uporabni moči. Ne? Ja. To je temu je kalistenika namenjena. Kaj pa kaj piješ, ješ vmes? Ja, Glede tega. Pil v bistvu nisem nikoli v kalisteniki med treningi, do zdaj. Aha. Jaz sem pa ugotavil, da je zelo koristno. Pil nisem nikoli, ker si nisem nikoli več vode sabo vzel. Jaz pa bidonu vzamem sabo Ja. in spijem po 1 liter vode na trening in tudi zelo pomaga pri treningih. Ne? Sploh polet, ne, zdaj, ki je ful Ja. toplo. Ne, zdaj trenutno ni toplo. Ja, zdaj Ampak ja, ne, sej pač... Mogoče je danes toplo, ne vem, ali je ali ni. Ni. Odvisno, kdaj gledate. A veš? Ja. Šlo čez par tednov. Ja, dansko ampak- snemava ni. Ja, no, voda dejansko pomaga, pa ne smeš se preveč nažreti pred treningom. Seveda, da ne. to Mislim, sicer nekih dinamičnih vaj imaš, tako kakšne take, ki bi bilo veliko premikanja, bi bila dinamika, ali je bolj vse statično. No? Vse je bolj statično, ni take dinamike, kot ti poznaš iz kolesarjenja. Okay, ampak še kolesarjenje je precej statično, v primerjavi recimo s tekom. Ja, no, Zelo. je precej statično, ampak kar pri kalisteniki naredi razlog, kar je razlog, je pač, da ti stvari toliko stisneš skupaj, Ja. da bo šlo vse ven Ja, v napačnih smerih. Ja. Pa v najpravem času, če boš preveč se nažrl in pol ne gre. Ne? Mišice zagotovo. Zelo pogosto se zgodi, da te treba začne boleti, ne pol, če se narobe naješ. Ja, oziroma preveč ponavadi. Ja. Ponavadi je, da preveč poješ. Ja. Ampak tudi narobe, mislim, ne smeš zdaj nekaj mastnega jesti, pa take stvari. Če nekaj lahkega poješ, verjetno ne bo kaj dosti narobe. Ne? Ne, zagotovo ne. Ne vidim razloga, da bi bilo. Ja. Kaj pa po treningu, ki gledaš na to, kaj je treba pojesti, pa tako. Ja, malo že. Jaz nisem ravno na tem nivoju, da bi to- zelo pazil na to, kaj jem. Pazim na to, da poskušam nekaj beljakovin jesti, pazim na to, kar jem. No. Ni zdaj, da bi šel domov, pa da bi sam sladkor pojedel. Ne. Ja, seveda. Tudi zaradi drugih razlogov sicer na sladkor pazim, ampak
Ja, Pomislim na to, da je ena beljakovinska hrana, a imaš žitarice Ja. za ogljikove hidrate in tako naprej. Ne. Ni res, ampak nisi pa, ješ pa to, da se naješ, nimam pa neke nimaš štetja pa kalorij. tehtnice, pa Ja, da ja. bi si tehtal hrano. No. Bi bilo zanimivo nekaj to probati, no. A veš. Napredek je siguren zelo, zelo. Pač, če imaš nek plan, Ja. da imaš vse strukturiran, bo zelo hiter napredoval. Zelo, Če imaš hrano strukturirano. Ali. že sam hrano. Ja. Že sam hrano. Saj, ok, trening verjamem, da ga imaš, ker si dobro opisal, kaj imaš, ampak da imaš še hrano strukturirano, da točno veš, kaj vzeti takrat in takrat, pol je to čist drugače. Ampak sej, ne vem, kako si ti pri kalisteniki seveda zelo hiter vidiš, ker takoj lahko podreš kakšen svoj osebni rekord ali pa tako, Ja, ja. ampak imate kakšna tekmovanja. Torej, obstajajo kakšna tekmovanja v kalisteniki, ki bi se lahko primerjal pa z drugimi, tako čist 1-1, nič prek strave. Ni strave, Ja. ampak tako Obstaja. Obstaja. Ne boš verjel, obstaja. Sam ta tekmovanja so običajno taka, da pridejo res klasa, ne? Klasa. Ja. Klasa In pride. pa si hiter. A veš, slovenski nivo, tudi če je nižji kot svetovni, je še zmeraj klasa. Ne? Ja. Rekord slovenski v Pula, pa mislim, da je 85 kg in tam jaz še nisem, ne manjka mi Ja. še 30 kg do tam. Ne. Ampak še vedno ni. Jaz sem, a veš, najboljši v Sloveniji tle, jaz sem tle, ene par jih je še vmes, ne. Dober, to se pa tudi pa razlikuje po letih. Ne. Ja, Ker recimo zdaj, kdaj si v kalisteniki ti najboljši? Jaz mislim, da dosti pozno, ne. 30, Ja, še kasneje bi znali biti, ne. ja. Predvsem, kot si rekel, tehnika, to gre enega časa, zato pa jih izkušam, da nekako veš, kaj približno delaš. Ja, res je, jaz še zmeraj verjetno delam marsikero napako, kaj sploh ne vem, da jo delam. Ne, se tudi jaz velikrat pogledam, kako se kera tehnična stvar naredim, tudi za eno stvar, ker sem mislil, da sem že tehnično že čist tam, ne. Pa pol, Pa se popravljaš, pa gledaš naprej, pa naslednjič spet narediš isto napako, greš naprej in naprej. A veš, včasih sploh ne veš, da si naredil napako, ne. Tisti je najhujša napaka, ker ne veš, da si jo naredil. ker imaš v bistvu imaš še full rezerve, Ja. ampak ne prideš nikoli do tega, ker delaš skozi nekaj narobe. Ja. Pol pa lahko še problem, da ker si ti navajen delati narobe, v bistvu ti tista pravilna tehnika sploh ne odgovarja več, čeprav bi bil tam boljši, a ne, ker je dejstvo, da kokar ti nekaj ne bo všeč, a ne, recimo tudi, ko pedaliraš na kolesu ali pa tečeš, če se nečesa navadaš, pa kokar ti je tisto res fajn, pa misliš, da si s tem najhitrejši, bi bil veliko boljši, če bi delal drugače, sam ti pač ne paše in pol si nikoli ne boš dosegel tega, kar bi lahko. Ne? Tako da Ja, zagotovo je to v kalisteniki še bolj, ki je toliko različnih vaj in toliko različnih tehnik. Ne? Kolo je pa, kalistenika je zanimiva, zato ker imaš toliko enih različnih gibov in tega, medtem ko kolo imaš v bistvu, ok, se spreminja tvoj položaj na kolesu, ajde recimo ravnina, klan, spust, pa to, ampak drugače pa tako, kalistenika je zanimiva in nekako ali da jo treniraš kot on, Ali pa da jo uporabljaš, ali pa da jo uporabljaš pač za moč v katerem koli drugem športu. Ja. Meni je osebno zelo pomagala, oziroma vaje za moč, no bom tako Ja. rekel, ker nisem treniral kalistenike nikoli, ampak vaje za moč so mi zelo pomagale, tako da je uporabno. Tudi prej si omenil, da je zelo veliko vaj v kalisteniki. Tle tudi še povem, zberite si tiste vaje, ki jih želite delati, tiste stvari, ki jih želite doseči nejica naenkrat. V kalisteniki je toliko enih zanimivih stvari, ki jih vsak človek želi doseči. Mislim, da v nekem momentu si je vsak mladi fant želel nekaj teh stvari znati. Ja, ker Razne frontleverje, plenčene. In to traja zelo dolgo časa, da prideš do tam. Ne. Mislim, da ene stvari, nekateri ljudje so zelo, zelo nadarjeni za te stvari in pridejo dosti hitro do tja. Ne. Ampak to je redko, to je res redko. Ampak če delaš, boš še vedno prišel do tega nivoja. Ja, ampak bo trajal. Tudi pri meni že zelo dolgo časa traja, nisem še do vsega prišel. Praktično ničesar nisem zanimivega še prišel. Ne. Zanimivega, ja, ampak Naredim pa ene stvari, ki so na drugem nivoju kot takrat, ko sem začel, veš, ne. To se pa pozna, ne. ja, seveda, in moraš gledati k temu, ne. Sej se mi zdi, da se ti ne primerjaš kar tako z nekom,
ki so top klasa. Malo ciljaš tja, ne primerjaš pa z njimi, ker nisi na njihovem nivoju. Čisto enostaven nisi. Ne? Ja. Nivo v kalisteniki, tako čisto objektivno pogledam, vidim, koliko on trenira, pa je veliko zmožen, je zelo visok nivo kalistenike, tako da ni to karen šport. To je tako, kot pomisliš gimnastika, ne? Gimnastika je precej podobna kalisteniki. Če zdaj nimate predstave, kaj je kalistenika, si pogledajte, kaj je gimnastika, pa dodajte temu še kakšne zabavne stvari, predvsem na štangah. Gimnastika je kar se teh tehničnih moči tiče, je vroči, imaš sicer tudi bradlo, polne tele vzporedne štange, ki so, in stvari so podobne, niso pa enake, ker eni kalisteniki so na višjih nivojih, v velikih stvarih kot gimnastičari. Sploh v moči so kalisteniki višji kot gimnastičari, absolutno običajno. Gimnastičari ima pa pol tudi tehniko boljšo. Oboji so pa na zelo visokem. Ker nekdo pomisli gimnastika, koliko moraš ti narediti, da prideš na vrt, ogromno. In v kalisteniki je to zelo podobno. In sam, da je predvsem manj znana kalistenika, kot je gimnastika. Ja, pa to ne pomeni, da je nivo kaj nižji. Zato, ker tisti, ki pa so noter, so pa delajo zelo zanimive stvari, lahko si pogledate. Kaj vse so dosegali. To pa ne bi jaz govoril, ker nisem kompetenten. Mogoče pa boš čez kakšnih 50 let, pa naredimo še en podcast o kalisteniki, pa ne bomo rabili nobenega gosta povabiti, da bo povedal. Mogoče bomo pa kakšnega gosta pridobil, to bi bil pa jaz ful vesel, če bi ga še nekaj dobil. Siguren, ja, jaz bi bil zelo vesel, ampak ja. Za danes bova zaključila. Ja, to je to. Čak. Moram še zaključek narediti. Danes smo vas ne malca, ker nam malo pomaga, tako da hvala, da pomagaš. Ampak hvala za ogled, če vam bil video všeč, ga lahko lajkate in se vidimo naslednji torek. Adijo.